sodimo, da je velik napredek in bistven korak v pozitivno smer bil storjen s tem, ko sedaj v tem mandatu urad vodita minister in državni sekretar. S tem je bil nedvomno narejen velik simbolni prikaz, simbolno sporočilo Slovencem, pa tudi drugi javnosti, pa tudi glede operativne zajetov volje. Pa vendar je do tega prišlo na podlagi zakona, ki ga je predlagala naša vlada in ki je bil sprejet v mandatu naše vlade. Prav je bila to naš prispevek k boljšemu delu urada. Glede na to, da urad funkcionira v novih prostorih že dobro leto, da se je kadrovsko uredil, bi človek nekako pričakoval, da bojo tudi način dela in razmišljanja na tem uradu prilagodili v pozitivno smer glede na vso to strukturo, pa vendar žal ugotavljamo, da se v tem tu ni spremenilo praktično nič. Kljub temu, da je v parlamentarno proceduro vložena novela zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, se v načinu razmišljanja in dela tega urada ni spremenilo mnogo. Urad še vedno ostaja zgolj nek koordinativni organ, kajti ta zakon tudi predvideva, oziroma v sedanjem zakonu je že tudi naprej ostaja, da ministrstva v okviru svojih delovnih področij postavljajo stik in razvijajo sodelovanja z organizacijami Slovencev zunaj Republike Slovenije. Parcialno, vsako ministrstvo posebej kontaktira Slovenci, spozna njihove probleme, z njimi so tudi pomaga. Minister, urad pa je zgolj nek koordinativni organ, koliko koordinira človek ugotovil z neko revizijo, težko ocenjujem, samo naše mnenje je, sodimo, da bi bilo bistveno koristnejše, da je bil velik korak naprej storjen v smeri, da bi bilo vsi politika delovanja s Slovenci zunaj meja Slovenije koncentrirano na enem mestu, pod eno streho, s tem bi dosegli bistveno večjo transparentnost, racionalizacijo dela in preglednost in boljšo koordinacijo. Ko govorimo o spremembi zakona o odnosih Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja, predvsem po simbolnih sporočilih, ki dajo taki predlogi, tak zakon, je nujno opozoriti, da vlada v njem predlaga, da se seznama organizacij, ki lahko dajo predloge in mnenja glede repatriacije. Brišejo sa slovensko rimokatoliške misije in misije drugih verskih skupnosti, namesto njih pa bi se v zakon zapisalo, da bi to delali tudi nepridobitne osebe zasebnega prava oziroma njihove pravne osebe v tujini. Če govorimo o njihovih pravnih osebah v tujini, se nam poraja vprašanje, ali je osnovna organizacija pa doma. Se pravi, da bi tukaj nekaj urejali in dejali predloge za repatriacijo. Če pogledamo obrazložitev te novele, tega člena zakona, je zelo enostavna. Piše le, citiram, predlagano spremembo se je 78. člen uskladil s 7. členom Ustave Republike Slovenije. To je normalno, se vsi vemo, če se treba se nekaj z Ustavo uskladi, pa je to treba narediti. Ampak, če greste pa pogledati Ustavo, komentar Ustave Republike Slovenije, zelo koristna knjiga, debela, vendar zelo poučna. Tam je ravno kolega Loro Šturm napisal komentar k 7. členu. V tem 7. členu med drugim piše, to bi želel citirati, piše pa, ker se velik del religioznih dejavnosti odvija v verskih skupnosti, te pa na temelju svojega prepričanja opravljajo še druge posvetne naloge, jih država pri spodbujanju in pospeševanju različnih dejavnosti v družbi ne sme prezreti ali celo izločiti. Še bolj pomemben pa je ta citat, ločitev in neutralnost državi ne preprečuje, da ne bi smel imela s cerkvami in tistimi verskimi skupnostmi, ki jim tudi ustavno sodišče priznava vlogo občih koristnih ustanov, enakih pozitivnih razmerih in oblik sodelovanja in skupnih prizadevanj, kot jih ima v tem pogledu s drugimi civilno-družbenimi organizacijami. To se pravi, da je izgovor, da je sprememba tega člena, da se brišejo rimsko-katoliške misije zgolj sprenevedanje,
in kažejo zgolj na nepoznavanje predlagatelja določil Ustave Republike Slovenije ali pa jih namerno spregleda zaradi nekih njemu bližjih pogledov, svetovno-nazorskih pogledov. Če se poskušamo sredotočiti na področje zamejcev in Slovencev po svetu, problematike ogromno, to verjetno vsi vemo, vsega spremljamo. In da bi konkretno obravnavali vsake te primere enostavno časovno ne bi zdržalo, zato bi se osredotočil zgolj na nekaj načelnih mnenj in pogledov. Na tem področju ocenjujemo, predvsem za področje zamejcev, da se ta vlada očitno ne zaveda dejstva, da je Slovenija sedaj v Združeni Evropi, da so meje padle, klasičnih meddržavnih meja ni več. S tem so se odprla popolnoma nove dimenzije sobivanja, nove dimenzije sodelovanja, ampak neke meje so pa ostale. Ostale so etnične meje. Te etnične meje pa stojijo na področjih, kjer prebiva neko ljudstvo, neka nacija, kjer se govori nek jezik. In etnične meje Slovencev so se s pacem teh meja razširile, povezale. In tega bi se morala naša država in naša vlada bistveno bolj zavedati. Tu je treba sedaj usmeriti prave sile, prave moči, kajti v nasprotnem bojo te sedaj razširjene etnične meje se začele počasi krčiti. Podatki kažejo, da asimilacija še vedno neusmiljeno poteka. Ravno na teh področjih bilo potreba posvetiti veliko pozornost gospodarskemu, ekonomskemu sodelovanju. Sedaj je sicer sodelovanje, predvsem na kulturnem, sportnem področju. Ne zanikamo, da to ni pomembno, tudi to je pomembno, to ohranja tudi jaz. Pa vendar, če bi bilo to dovolj, potem asimilacija ne bi tekla naprej. Potem bi se začela ustavljati. Se pravi, je treba storiti nekaj več, nekaj storiti bolje. Kar se tiče položaja Slovencev po svetu, tu se je potrebno zavedati dejstva, da njihov položaj, oziroma njihovo slovenstvo, koliko bolj občutljivo, te ljudi živijo daleč, bistveno manj stika imajo s domovino. In verjetno se je za zahvaliti predvsem ekonomskim emigrantom pred drugo svetovno vojno, pa političnim emigrantom po drugi svetovni vojni. Zdaj svojim zavednostjo, svojim čutom do domovine nekako poskušajo ohranjati svoje identiteto tudi naprej. In takšno domoljubna prizadevanja mora naša država intenzivno podpirati. Žal pa dobivamo informacije, dobivamo podatke, da je ustavljen projekt Centra za slovenske študije v Clevelandu. Da je razpuščena projektna skupina za pripravo izhodišč za morebitno odprte dvojezične gimnazije v Buenos Airesu. Da je zamrlo prizadevanje za skupen, za nadgradnjo in dodaten razvoj enotnega spletnega portala. Sedaj ga sicer imamo, samo bile so ideje, se da bistveno naredimo sposobni. Vse to se je ostalo. Verjetno bi ta žalostni seznam lahko še precej dopolnili, pa vendar bi na tem mestu tudi zaradi časovnih omejitev prekinil in morda zaključil z parafrizeranim volilnim sloganom: ta urad bi se dalo voditi bistveno boljše.